Tokratne novice začnimo s tistimi, ki skrbijo, da naši jekleni konjički pridno vozijo naokoli. Mehanik leta 2018 je torej Anže Soklič. V finalu 9 avtomehanikov se je pokazal kot najbolj vsestranski specialist. Današnji mehaniki namreč morajo imeti resnično široko znanje. Čeprav smo tudi tukaj na tekmovanju videli, da mehaniki imajo še vedno črne prste, to postaja vse manj umazan poklic. Tudi na šolah opažajo vse večje zanimanje za program mehatronika. To pomeni, da danes mehanik mora biti tudi računalničar, informatik, strojnik, mora obsegati vsa znanja, da lahko sploh opravlja svoj poklic. Zato tisti mehanik, ki ne bo vlagal časa in tudi denarja v svoje znanje, pač ne bo mogel preživeti na tem trgu. Tekmovanje Mehanik leta je sicer deležno izrednega zanimanja med slovenskimi avtoservisi, kajti glede na potrebe je v Sloveniji vsaj 500 mehanikov premalo. To sicer ne pomeni, da se novi avtomobili bolj pogosto kvarijo, je pa vsekakor res, da so popravila vse bolj zahtevna in tudi draga. Z novejšimi avti veliko bolj šparajo na materialih in so okvare hitrejše, večji sklopi so komponent, recimo razni EGR, ventili, alternatorji za start-stop, vse je dražje. Je zelo zahtevna zadeva rata na to. Imam tudi veliko prijateljev, ki delajo na uradnih servisih, pa se tudi z zelo velikimi težavami srečujejo. Bilo je tudi že kdaj, da niso mogli rešiti na uradnem servisu težave. Je pa še vedno tako, da so ponavadi najboljši tisti, ki svojega šihta ne jemljajo zgolj kot nekaj, kar zagotavlja preživetje, ampak tudi kot hobi. Meni je zelo pomagalo, ker sem si sam naredil dirkalni avto iz nule in tam noter je bilo potrebno veliko znanja dati. Letos sem bil že državni podprvak v diviziji 2 za gorsko hitrostne dirke, tako da mislim, da mi je to kar lahko ponosno. Premiera tedna je Škoda Scala. Že nekaj tednov so nas dražili s skicami in detajli, zato zdaj, ko so jo končno pokazali v celoti, ne moremo komentirati nič drugega kot to, da so bile PR-ovske besede močno napihnjene. Scala je namreč vsaj na pogled in številke povsem klasična Škoda, kot Rapid, a večji in seveda pričakovano modernejši. Odmevajo tudi sestanek Trumpa z Daimlerjevim Zečejem, Volkswagenovim Dizem in BMW-jevim finančnikom Petrom. Vse skupaj ima sicer prizvok Trumpovega šopirjenja, a ta gesta vendarle daje slutiti nov veter v odnosih med Nemčijo in čezatlantsko celino. S Trumpovim povabilom naj Nemci čez lužo proizvedejo več, verjetno aktualni posli nimajo veliko veze. Je pa dejstvo, da je ravno v teh dneh BMW Američanom obljubil novih 1000 delovnih mest, Volkswagen pa vse bolj na glas govori o krepitvi sodelovanja s Fordom, ne samo v Evropi, ampak tudi z Detroitom in drugimi Fordovimi tovarnami v Ameriki. In ko smo v oddaji ravno govorili o gašenju požarov, naj vam predstavimo Rosenbauerjev koncept gasilskega tovornjaka prihodnosti. Podatkov je malo, vemo le, da bo pogonski sklop elektrificiran. Seveda. Poleg mnogih dobrih 5-zvezdničnih novic, ki jih je te dni v svet poslal Euro NCAP, pa je bila tudi ena slaba, zelo slaba. Fiat Panda je po zadnjih kriterijih varna za 0 zvezdic. Nič. Dogodek jasno kaže, kako močno se zaostrujejo kriteriji varnosti v zadnjih letih. Pred leti je bila namreč Panda varna za 4 zvezdice. Seveda pa ni naključje, da je prav zdaj ZF pokazal nov koncept zračnih blazin za avto. Ja, blazine, ki se napihnjajo na zunanji strani. Delovale naj bi kot dodatna zmečkljiva cona. Po ZF-ovih podatkih naj bi moč trka zmanjšala kar za 40%.